Gledate Gorenjska poročila na GIF TV. Lepo pozdravljeni na osrednji prireditvi Parada učenje, ki poteka po celotni Sloveniji. Vi pa ste jo pripravili tukaj na Jesenicah na Stari Savi na tržnici. Tako je. Najprej dobrodošli vi na naši Paradi učenja Jesenica. In sicer to so osrednji dogodki po celi Sloveniji, kot ste že omenila. V okviru 29 tednov vseživljenjskega učenja potekajo. Ljudska univerza Jesenice ima to vlogo območnega koordinatorja že vrsto let in tudi letos združujemo res na enem mestu več kot 50 organizacij, ko vsi skupaj ozaveščamo o pomenu vseživljenjskega učenja, obenem pa delimo informacije o formalnih in neformalnih priložnostih za učenje, ki jih je res veliko. Sledimo krovni temi letošnjih tednov vseživljenjskega učenja in približno 40 organizacij tukaj sledi temi, ki jo imenujemo Učenje je življenje, naj krepi in radosti. Če se ozremo po delavnicah, po stojnicah, po odrskih nastopih, je res moč videti različne priložnosti tako za učenje kot za pridobivanje in pa razvoj različnih spretnosti. Ne bi rada koga izpostavila, mogoče samo povzamem, da so danes z nami tukaj šole, vrtci, različne druge organizacije za izobraževanje, društva, nevladne organizacije, interesne skupine in tudi posamezniki, ki vsi skupaj nekako navijamo za vseživljenjsko učenje. Na samem predstavitvenem prostoru je kar zelo živahno, ker potekajo različne delavnice, različne predstavitve od policije, raznih društev, organizacij. Tako kot sem prej omenila, ne bi rada koga pozabila izpostaviti, ampak pestrost dogodkov na samih paradah učenja po celotni Sloveniji, mi smo eno od 19 prizorišč, je res obsežna. Tako da od delavnic, odrskih nastopov in pa stojnic lahko mogoče tako povzamem, da vsak nekaj najde na paradah in na Paradi učenja na Jesenicah zase. Tedno vseživljenjskega učenja, ki se je začelo 10. maja in bo trajalo vse do 16. junija. Vi pa imate kar dva prireditvena prostora, enega v Žirovnici in enega tu na Jesenicah. Točno. V istem času trenutno poteka Parada učenja v Žirovnici, tudi tam se nam je zdelo primerno združiti na enem mestu organizacije iz lokalnega okolja, tako da so same organizacije dobile priložnost, da se predstavijo, obenem pa občani Žirovnice priložnost, da spoznajo raznolike možnosti za učenje in pa izobraževanje v svojem okolju. Tako da zalogaj, ampak tak zalogaj, ki nam je v ponos in lahko napovem, da se bomo potrudili in pa dali vse moči od sebe, da tudi prihodnje leto pripravimo tako zanimiv dogodek. Na Paradi učenja na tej slovesnosti se predstavlja tudi Društvo upokojencev, ki je dokaj aktivno. Kaj predstavljate tokrat na tej prireditvi? Tokrat predstavljamo za delavnice za medgeneracijsko, predvsem to, kar prikazujemo v delavnicah v vrtcih. Tam uporabljamo mi predvsem vsakdanje stvari in to z namenom, da lahko to otroci tudi sami doma naredijo. Poleg tega, ker je to, bi rekel, za medgeneracijsko sodelovanje, imamo tudi za ročna dela, to je pa pri sosednji mizi, to pa naše upokojenke pač prikazujejo, ker so med letom naredile. Potem imamo pa še Bizjaka, ki dela nakitic zamaškov, ta je pa v Žirovnici. Potem imamo še tudi križ in kražen, ampak se je letos tako dogodilo, da niso mogli priti, ker imajo turnirje. Kakšne so še vaše aktivnosti v samem društvu? Aktivnosti imamo zelo veliko, to se pravi od športnih aktivnosti, pohodništvo imamo, izobraževanje imamo.
Ja, seveda kulturne prireditve. Zdaj v petek bomo imeli celo okroglo mizo, ker spremljamo tudi aktualna dogajanja, tako da nekako poskušamo izobraziti oziroma pomagati upokojencem pri odločitvah. Predvsem je pa naš namen v tem, da se imamo lepo in da upokojencem polepšamo življenje. In koliko upokojencev imate zdaj v društvu? Ja, to je pa žal čas, ko v vseh društvih pada, tako da trenutno jih imamo približno 700, dočim v boljših časih smo jih imeli pa tudi 1200. Na paradi učenja letošnje leto predstavljamo službeno terensko vozilo, ki ga policisti uporabljajo pri vsakodnevnih nalogah policije. Terensko vozilo pride v poštev predvsem, ker imamo Jesenice so zelo tudi hribovita, sploh Planina pod Gorico, bližina meje z obhode, ker je kamor z navadnimi vozili, recimo Škodam, Octavie, Toyotam, ne moremo. Prednost vozila je tudi v zimskem času terenskega, ki sploh kadar je obilno sneženje, da pridemo tudi tam, kamor zaradi štirikolesnega pogona, kamor z običajnimi vozili ne moremo. Uporablja ga vozilo, ki ga tukaj predstavljamo. Kakšne namene ga še uporabljate, to terensko vozilo? Ker tukaj vidite, da ima vse stekla v rešetkah, se uporablja tudi posebna policijska enota pri telih varovanjih, nogometnem tekem, pri kršitvah javnega reda in miru, pri večjih množičnih. Peljali pa ste tudi psa, ki ga uporabljate na javnem redu in miru, kadar pač pride do kakšnih nepotrebnih... Ja, tudi to so vodniki službenih psov. Imamo v bistvu za različne namene službenih psov. Tega, kar smo danes tukaj predstavili, je za vzdrževanje javnega reda in miru. Imamo tudi službene pse, ki so primerni za iskanje pogrešanih oseb, za iskanje eksplozivnih teles. Kot sem rekel, zdaj smo pa predstavili za vzdrževanje javnega reda in miru, ampak je pa lastnost teh psov, da so tudi zelo taki hudi so. Saj ste tudi videli, ko se je nekdo približal, je že lajal. V bistvu treba ga imeti skozi pod kontrolo.